Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet bomo skupaj ustvarjali. Ste že opazili, da Miklavž peče piškote? Maša, si ti to že opazila? Si videla na nebu takšno rdečo zarjo zvečer ali pa zjutraj? Ja, sem videla. Si videla, to so nam, ko smo bili otroci, so vedno rekli, da se Miklavž pripravlja na obdaritev. Miklavž je eden izmed prvih 3 dobrih mož, ki nas obiščejo v prihodnjem mesecu, to se pravi v decembru, in da peče piškote. To se pravi, če Miklavž opravlja svojo nalogo in peče piškote, potem je tudi čas, da mi pripravimo Miklavžev krožnik, ki ga bomo na predvečer pripravili, da nam bo Miklavž lahko pustil svoje dobrote. Si bila pridna čez leto? To bi pa lahko vprašala mojo mamo. Mama bi pa povedala, da si bila. Sem jaz prepričana, da si bila in da bo Miklavž na temle tvojem krožniku, ki si ga boš danes naredila, pustil nekaj lepega in dobrega. Tako, najbolje je, da z oddajo oziroma z ustvarjanjem kar pričneva. Za izdelavo Miklavževega krožnika potrebujemo steklen krožnik, servietko s prazničnimi motivi, rižev papir, škarje, lepilo za servetno tehniko in čopič. Najbolje, Maša, tamle sem pripravila nekaj takšnih prazničnih servetkov, da pogledaš, kateri je tisti, ki ti je všeč, in potem izbereš tistega, ki ga želiš imeti na krožniku. Boš kar tega izbrala. Maša je izbrala en tak lep zimski motiv, ki ne bo mogoče uporaben samo za Miklavža, ampak ga bomo lahko imeli potem na mizi cel december kot okras in mogoče za kakšne piškote. Tale krožnik bo namreč uporaben tako, da ga bomo lahko tudi pomivali, sicer ne v pomivalnem stroju, zagotovo pa ga bomo lahko očistili, če bo umazan. Skratka, Maša, najprej servetek, tile so že izrezani na 4 dele, drugače pa iz servetka izrežemo najprej motiv, potem pa servetek razplastimo. Ponavadi ima servetek 3 dele in vse plasti odstranimo, tako da nam ostane samo zgornja plast, to se pravi zgornja potiskana plast. Tako, vidiš 3 plasti, 2 si odstranila in tale nama je ostal naprej za ustvarjanje. Sedaj pred lepljenjem pa bova mizo še zaščitili, tokrat kar srebrno folijo, ker bomo malce po robovih tudi lepili in dovolj dolgo. Tako, da nama bo krožnik takole lepo sedel, dovolj dolgo bo. Folijo lahko kar utrgaš, folija ni potrebno je rezati škarjami, jo lahko kar se da tako lepo, kot da jo uporabljamo v kuhinji. To je ta navadna srebrna živilska folija. Vsaka mama jo ima v kuhinji. Tako, krožnik obrnemo na robe in ga pripraviva za ustvarjanje. Servetek imava pripravljen, pripraviti pa si morava še, ker ko enkrat pričnemo z lepljenjem, je najbolje, da imamo vse stvari za ustvarjanje pripravljene. Pripraviti pa si morava še 2 malce večja kosa riževega papirja, kot je tale naš krožnik, kar pomeni, da daš tale pravokotnik na polovico. To se pravi, prerežeš ga na enem delčku, se najin pravokotnik stika in ga ti prerežeš po sredini. Spet sem ti dala ta velike škarje, če boš zamenjala, izvoli. Kar pozabim, da imaš ti malo manjšo roko. Miklavž je torej prvi izmed 3 dobrih mož, ki nas obiščejo v decembru in nam se je že potrebno dobro pripraviti. Tako, sedaj pa najprej prilepiva servetek. Obrneva tako, da bo motiv gledal na pravo stran krožnika, motiv dava na sredino in potem, če dovoliš, bom začela jaz, ti pa boš potem nadaljevala. Tukaj le bova dali še malce zaščite za lepilo, da ne bova s tem tekočim lepilom. Če nimate lepila za servetno tehniko, lahko uporabite tudi lepilo za les, ki ga v primernem razmerju, po gostoti je treba malce preizkusiti, zmešate z vodo, da postane malce bolj tekoče, kot je lepilo za lesno lepilo. Takole pomočimo čopič v lepilo in potem iz sredine kar takole raznesemo lepilo po celem
in iz sredine raznašaš lepilo. Pazimo, da ni lepila preveč, ne sme pa ga biti tudi premalo. Ker je pa servetek ena takšna zelo občutljiva stvar, potem nič ne gremo večkrat po istem mestu, poskušamo vse z eno potezo narediti in s tako rahlo potezo, ker se drugače servetek zelo rad raztrga. Ostala nam je samo ena plast, kar pomeni, in še sedaj jo z lepilom močimo, kar pomeni, da je potem pa kar malce očisti takole čopič na robu kozarca in rajše potem tako pa spet iz sredine. Iz sredine pa to delamo zato, da se servetek lepo, skoraj da brez gub, prilepi na naš krožnik. Tako, tukaj v tem delu pa nama je malce lepila ostalo in ga bova takole čisto narahlo pobrali in nesli na tisti del, kjer ga še nisva nanesli. Tako, in zdaj kar ponovno malce namočiš, ko vidiš, da ti ne gre, je boljše malce namočiti, zaradi tega, da res servetka ne strgamo. Ni sicer nič katastrofalnega, če se nam servetek strga, v tem primeru ga lepo po tekočo vodo odstranimo in prilepimo novega. Skratka, to se zgodi. A lahko tukaj pri Tako. robu? Zdajle kar še tam do konca. Potem boš pa nanesla lepilo, Maša, tudi na tiste delčke krožnika, kjer sedajle ni servetka. To se pravi v tale del, v tale zgornji del sva nanesli. Skratka, lepilo naneseš po celem krožniku, ker bomo potem na to površino prilepili rižev papir. Pa mogoče v tem delu je še tak bolj suh del servetka, pa poskušaš še nanesti malce lepila. Kar iz sredine, Maša, iz sredine. Tako. Lej, tukaj vidiš, točno v tem delu je taka. Tako. Zdaj pa še kar do konca, kar pogumno do folije. Po servetku rajše nič več. Sedaj samo še po tem delu, kjer ni servetka, da bomo imeli lepilo na površini celotnega steklenega krožnika. Servetna tehnika je ena taka zelo uporabna tehnika za okraševanje različnih predmetov. Od lesa, stekla, kartona, različnih škatlic. Skratka, uporabimo jo lahko na različnih materialih. Tako, Maša, sedaj imava za prvo plast lepila dovolj. Potem pa, če takole pogladiš je na eni strani papir malce gladkejši, na drugi pa malce grobejši. Tale rižev papir ima notri ena taka posebna vlakna, ki bo dodala še lepšo strukturo našemu krožniku. Sedaj pa damo tale papir približno na sredino in sedaj z rokami, z grobo stranjo na krožnik. To se pravi, gladka stran nam ostane zunaj. In zdaj tako spet kar pusti, nič dol ne, kar stisni, ker ko boš z lepilom to plašče enkrat prenesla, zdaj samo stisneš, z roko pogladiš, nič drugega ne delaš. Ker je to prva plast, po servetku je servetek še vedno občutljiv, da ga bomo strgali z našim, če bi bili preveč grobi, če bi preveč na silo hoteli pogladiti. Vse te gubice se bodo pogladile, ko boš nanesla novo plast lepila. In lahko kar začneš, sedaj pa kar pogumno. Lepila je lahko več, kot ga je bilo na servetku, ker rižev papir ni tako občutljiv. Spet je najbolje, da ga nanašaš iz sredine in da ga nanašaš, to je pa zelo pomembno, takole čez rob. Skratka, čez rob krožnika, kar po foliji en delček. Pa kar pomočiš in naneseš. Tale druga plast je takšna, kjer lahko nanašamo največ lepila. To se pravi, tisti ljubitelji lepila boste tule prišli v tej drugi plasti na svoj račun. Kar nanesi, potem pa ti bom pokazala, kako pogladiš še rob. Vidiš, zdaj se pa potem te gube vse skrijejo, ko je papir malce razmočen, se malce raztegne in se potem lepo uleže, rečemo, po krožniku. Tako. Zdaj, če nimate steklenega krožnika, pa imate mogoče stekleno malo posodico, jo lahko okrasite na popolnoma enak način. Tam je mogoče edino
pri motivih potrebno biti malce bolj previden, skratka na robovih skledice, na robovih posodice je pač potrebno z malce več previdnosti nanesti oziroma prilepiti motiv servetka. Maša sedaj lepo tole drugo fazo nanaša. Je pa takle stekleni izdelek lahko tudi darilo v zadnjem trenutku, bomo rekli, ker je lepilo potem, ko je izdelek gotov, tako da ga že lahko odnesemo suho v približno, ne vem, bom rekla, slabih 2 urah. Tako da ga že lahko obrnemo in da ga že lahko uporabljamo. Tako. In še iz zadnji košček. Sedaj pa bova pogledali, kako sedaj pritrdiva na rob, zato da bo rob našega krožnika lep. Nič drugega kot s čopičem, takole stisneš tale rižev papir k površini krožnika, pa poskusi še ti, ker se bo potem v naslednji fazi zgodba ponovila, s tem, da bomo malce manj lepila, kot smo ga nanesli na drugo plast, nanesli na tretjo plast. Tako, pripravljeno, položiva na tale, mogoče samo še v tem delu, takole malo od strani, ti ne vidiš, Maša, če pa takole od strani pogledaš, pa točno vidiš, kje je malce več lepila nanešenega in to lepilo takole mogoče malce razporediš po celem krožniku. Je v redu, ne? In sedaj spet položiš malce, potipaš, kje je hrapava stran, kje je gladka stran in potem to malce bolj hrapavo tako položiš na krožnik in spet pogladiš. Stisneš. Tako. Lepo stisneš rižev papir v krožniku. Še tam. In zdaj spet naneseš na to lepilo. Vendar sedaj ne, sedaj pa spet malce bolj previdno, tako kot prvič, ni potrebno, da ga imava v taki količini kot sredinskega. Tako, vidiš, kako hitro, ker je bila srednja plast zelo dobro nanešena, kako hitro spremeni rižev papir barvo. Rižev papir je malce debelejši, kar pomeni, da je bolj vpojen in moramo nanesti malce več lepila, kot smo ga nanašali na osnovni servetek, to se pravi na osnovni motiv. Tako, kar korajžno in pogumno naprej. Da boš lahko potem pripravila krožnik zvečer Miklavžu na mizo, predno boš odšla spat. Se spomniš, kdaj goduje Miklavž? Kdaj nosi darila? Po noči iz 5. na 6. december. Njegov god pa je 6. december. Takrat rečemo, da je Miklavževo Vanje. Ja, Miklavževanje pa je ponavadi večer prej. Prazniku rečemo Miklavževo. Včasih so godove praznovali bolj kot rojstne dneve naši predniki. Danes pa nekako kot osebni praznik jemljemo rojstni dan, kar je tudi prav. Tako, sedaj pa jaz mislim, da v tem srednjem delu je dovolj in spet, kot sva rekli, tukaj pa boš morala malce namočiti tale čopič, mogoče ga malce takole in zdaj sedaj rob močno sva rekli, da pritisneš, tako da servetek lepo stisneš, bom ti takole jaz prijela, ker se malce premika tale folija. Tako, pa še v tem robu enkrat, fino. Tako. Sedaj pa sledi faza, ko bodo otroci spet potrebovali pomoč odraslega, to se pravi osebe, ki je malce starejša. Sedaj se bo šlo pa malce za obrezovanje, nekateri sicer to obrežejo, ko je krožnik že suh. Sama pa v teh letih ustvarjanja rajše to naredim takrat, ko je lepilo še mokro, ker se mi zdi, da se lepše ob robu obreže odvečen rižev papir, oziroma če bi uporabili cel servetek, hkrati tudi odvečen servetek. Potem
Maša je super tole namazala, kar pomeni, da nama ne bo potrebno veliko popravljati in dolepovati. Midve bova takole obrezali odvečen material. Takole. In sedaj bova samo še zaključili tale rob. Zaključimo. Pri škarjah je pa treba biti samo toliko pozoren, ko obrežemo tole mokro lepilo, na škarjah ostane malce lepila, vendar se da z vodo zelo lepo oprati, še posebej, če gremo škarje oprati takoj po končanem delu, če ne jih je pa potrebno malce namočiti, pa potem do suhega obrisati in so škarje čisto enako uporabne še naprej. Potem pa uporabimo tole malce odvečno lepilo, ki je na čopiču, z njim malce namažemo prst in pogladimo tale zunanji rob, to se pravi ta rob, ki smo ga odrezali, pogladimo na krožnik. In zdaj te, Maša, zagotovo zanima, kakšen krožnik si ustvarila. Lahko ga malce pokukaš z notranje strani, da pa ga bova pokazali še našim gledalcem, ga bom sama previdno odložila na tole pripravljeno podlago, doma pa ga le posušite tako, da ga odložite na hrbtno stran, to se pravi tako, da bo hrbtna stran na vrhu in da se servetek potem v miru posuši. Maša, pri koncu oddaje sva. Miklavžev krožnik je pripravljen, čaka samo, da se posuši in ko bo nastopil Miklavžev večer, ga boš lahko pripravila svetemu Miklavžu. Če bi radi ustvarjali še naslednjo sredo, nas glejte ob 18. Nasvidenje do prihodnjič!